Slišali smo o milijardah, ki se obetajo, o načrtu za okrevanje in odpornost Evropske unije, o zelenem in digitalnem, in zdaj seveda imam tu kompetentne sogovornice in jih bom seveda prosila, da skušate v čim krajšem času predstaviti to, kar ponujate malemu gospodarstvu. Hkrati pa bo tudi naša nagrajenka, gospa Tatjana Malešič, spregovorila in komentirala protikrizne ukrepe in to, kar oni pričakujejo od vlade. Torej, besedo dajem gospe Sibil Klančar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, vodji službe za razvojna sredstva. Prosim, gospa Klančar. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj, predvsem udeležencem današnjega panela. Na našem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, vključno z izvajalskimi organizacijami, to so Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Spirit, Slovenski regionalno-razvojni sklad in nenazadnje tudi SID banka, ki upravlja naša kohezijska sredstva, povratna sredstva. Seveda spremljamo z zaskrbljenostjo stanje v slovenskem gospodarstvu. Naj povem uvodoma, da mi smo pravzaprav že v lanskem letu od pričetka COVID krize pravzaprav pripravili razne, tudi finančno zelo velike pakete za podjetja, tako MSP-je kot tudi za velika podjetja, tako kohezijske kot slovenske spodbude, se pravi integralne, in tako kot subvencije, tudi povratna sredstva. Skratka, od lanskega marca naprej smo pravzaprav za gospodarstvo pripravili cirka 0,6 milijarde evrov spodbud, ukrepov. Predvsem je bilo to v tisti prvi fazi, po naši oceni bilo potrebno zagotoviti likvidnostna sredstva, toliko, da so se podjetja malo na noge postavila. Tukaj govorim o tistih sredstvih, ki so šla preko naših razpisov, pozivov in tako naprej do gospodarstva. Seveda ne smemo pa pozabiti tudi na protikoronske pakete, ki jih je naše ministrstvo pač skupaj z ostalimi resorji pripravilo, in tudi tam je šla večina spodbud pravzaprav za likvidnost, predvsem za delovnopravne zadeve, torej za sofinanciranje plač. Zdaj, to, kar bo mogoče danes malo več beseda tekla, imamo pa pogled naprej, a ne? Kaj je treba narediti za to, da gospodarstvo postavimo nazaj na noge, da mu pomagamo se okrepiti po tej krizi, ponovno vstati in predvsem od tam dalje tudi rast. Zdaj, naše spodbude, ne, tako v obliki povratnih sredstev kot nepovratnih, pravzaprav, naj rečem, so sestavljene iz več virov financiranja, ne. Imamo evropsko kohezijsko politiko, torej evropska sredstva, imamo integralne spodbude, torej integralna sredstva, proračunska, in imamo tudi tako imenovan ta paket Next Generation. To so pa sredstva, ki so evropska sredstva, ne štejejo pa za kohezijska sredstva. Zdaj, za tiste slušatelje, ki dobro poznate naše spodbude in se tudi večkrat prijavljate na naše ukrepe, vam te besedice kohezija, evropska sredstva, integralna verjetno tudi zelo veliko povejo o načinih prijave oziroma o tistih stvareh, ki jih kot prijavitelj pravzaprav je treba spoštovati, ne. Skratka, mi bomo zdaj, kar je v bistvu najava, ne, do junija, do vključno junija letošnjega leta ponudili gospodarstvu ta paket ukrepov, ki se mu reče React EU. To je pravzaprav dopolnitev kohezijske ovojnice, tega bomo imeli za kar 100 milijonov evrov, in sicer naj kar povem, kateri bodo tej naši glavni ukrepi. Pravzaprav težko pričakovan razpis za digitalizacijo gospodarstva, se pravi digitalno transformacijo, a ne, to je razpis P4D, ki je že poznan, izvajal ga je v preteklosti Slovenski podjetniški sklad. Približno podobna zgodba bo tudi zdaj vnaprej. Mi računamo, da bo objavljen v mesecu aprilu, na voljo bo pa tukaj pravzaprav 30 milijonov evrov. Za razliko od prej bo namenjen tudi za območje zahodne Slovenije, torej tukaj je poznana struktura stroškov, mi krijemo delček tudi opreme v smislu nakupa računalnikov, več ali manj gre pa tukaj za mehkejše vsebine, ki podjetju pomagajo, da se na digitalen način prestrukturira svoje poslovanje.
Potem najavljamo tudi ukrep vavčerskih spodbud. To je ukrep, ki se že kar precej časa izvaja preko Slovenskega podjetniškega sklada. To je pravzaprav uporabno za tista najmanjša podjetja ali pa dajmo reči podjetja, ki si lahko na nek način pomagajo določene stvari narediti s temi manjšimi spodbudami, to so spodbude do 10.000 evrov. Skratka, ker je ta ukrep tako zelo dobro sprejet pri naših podjetjih in pokriva različne vsebine, je pravzaprav se Slovenski podjetniški sklad sooča vključno z nami, v tem trenutku s presežnim povpraševanjem. Zato smo se odločili, da iz te pobude React-EU pravzaprav ta instrument okrepimo finančno in mu dodamo še 13 milijonov evrov. To bo tudi predvidoma objavljeno do nekje junija v letošnjem letu. Vsebine usklajujemo, bo pa verjetno dobršen del vsebin takih, ki jih gospodarstvo že pozna in jih SPS zdaj že naslavlja. Po potrebi bomo pa naslovili tudi upoštevaje situacijo še kakšne nove vsebine. Naj tukaj povem in pomirim gospodarstvo. V bistvu vavčerje smo ponovno odprli, če se ne motim, v letošnjem letu, po nekaj mesečnem zaprtju zaradi porabe sredstev. In imamo pravzaprav 1, 2, 3, 4, 5, 6 vavčerjev že od tedaj naprej zaprtih. To pomeni, da imamo res velik interes gospodarstva izkazan, kar nam pomeni pa hkrati, da gospodarstvo točno te spodbude rabi. Gremo naprej. Želeli bi tudi zagristi v pravzaprav ohranitev razvojnega kadra, ki je zaposlen pri slovenskih podjetjih. Tako da tukaj pripravljamo tudi ukrep varovanja inovacijskega potenciala. Tu bo na nek način tudi likvidnostno naravnan ukrep, tudi bo to nepovratna sredstva, vreden bo 7 milijonov evrov. Šlo se bo pa za to, da bomo podjetjem pomagali kriti strošek plač njihovega razvojnega kadra, torej razvojnikov pa tehničnega kadra. Verjetno, tukaj razmišljamo o uporabi poenostavljenega pavšala, na nek način podobno kot je metodologija, ki jo uporablja tudi ARRS za razvojni kader. Tudi to, tako kot sem rekla, do junija bo nekje na voljo. Potem imamo naprej še zelo, zelo močno in težko pričakovano področje turizma. Tukaj bomo ponudili spodbude za minimalno 50 milijonov evrov. In sicer bojo to investicijske spodbude, zdaj a bojo samo gorski centri naslovljeni ali tudi namestitvene kapacitete ali kongresni turizem, tole je še vse skupaj v pripravi. Skratka, za področje turizma bo na voljo 50 milijonov evrov tudi investicijskih spodbud v obliki nepovratnih sredstev. To je, kar se tiče spodbud iz naslova React-EU, ki je, kot rečeno, eden izmed žepkov, iz katerih mi krijemo naše ukrepe. Zdaj, mogoče, kaj pa imamo trenutno že odprtih razpisov, jaz tukaj ne bi šla čisto v globino, ampak povem, kaj se pa že v tem trenutku podjetja lahko na naše spodbude prijavijo. Torej imamo odprt razpis za krepitev blagovnih znamk, to je razpis, ki je na voljo preko Spirita. Tukaj pomagamo krepiti aktivnosti za lažji prodor na tuje trge, torej internacionalizacijo. Potem imamo še vedno odprte spodbude ravno tako preko javne agencije Spirit za spodbujanje elektronskega poslovanja podjetij. Sofinanciramo še naprej nastop podjetij na mednarodnih sejmih. Zdaj, pred kratkim, mislim, da 12. je bil objavljen javni poziv prav tako pri Spiritu za podporo turizmu. To je spet en ukrep, ki je zelo velik uspeh pri nas doživel, pravzaprav gre za kritje stroškov, ki so jih turistična podjetja in gostinstvo imela kljub zaprtju v tistem prvem lockdownu v času korone lanskega leta. Mi smo ta ukrep ponovili, ga tudi finančno še opolnomočili in pravzaprav ponujamo tudi tistim najmanjšim podjetjem, ki delujejo na področju turizma, spodbude. Je pa to javni poziv, kjer je možno sofinanciranje do maks 10.000 evrov. Tako da tukaj vabimo k oddaji vlog. Moram pa reči, da je v parih dnevih odprtja poziva angažiranih že 20 milijonov evrov, kar pomeni, da je področje turizma res tisto, ki je zelo, zelo tenko piskalo v tem času in pravzaprav je tudi eno izmed prvih področij, ki bo MGRT tudi v nadaljevanju skušalo malo pomagati.
Potem imamo še vedno odprt razpis za vključevanje podjetij v globalne verige vrednosti, temu se reče trajnostni poslovni modeli, prav tako to teče preko Spirita. Imamo 2 sklopa, akademija pa naprej financiranje investicije, ki pomeni na nek način trajnost plus krepitev produktivnosti, to je tudi pri Spiritu. Potem imamo še nekaj sredstev na voljo za podporo lesarskim produktom, za vzpostavitev ponovne letalske povezljivosti v Sloveniji. Tukaj mislim, da imamo rok za oddajo vlog maja, pa še enkrat jeseni. Dobro poznana Eureka, ki podpira vključevanje v mednarodne RRI mreže. Potem imamo odprt tudi investicijski razpis, ki je pa iz integralnih sredstev in ga pelje sam MGRT, torej podpora investicijam na obmejnih problemskih območjih, ker želimo nasloviti tudi tiste regije, ki so malce oddaljene od centra. Podpiramo razvoj turističnih oziroma pridobitve okoljskih znakov za trajnostne turistične nastanitve in gostinske ponudnike. Promoviramo turistično ponudbo vodilnih turističnih destinacij, receptivnih potovalnih agencij, tukaj ob podpori STO-ja in pravzaprav vse, kot sem prej rekla, odprte vavčerje, ki so še trenutno na voljo. Zdaj, mi ob zelo, zelo širokem asortimanu pravzaprav naših nepovratnih spodbud podpiramo tudi gospodarstvo s pomočjo povratnih virov financiranja. Nekaj malega imamo tudi lastniškega financiranja, kvazilastniškega financiranja, več ali manj pa tukaj nudimo zelo, zelo pestra in raznolika posojilna sredstva, v obliki posojil. Tole počnemo zelo uspešno skupaj s SID banko, gospa Natalija tudi danes z nami bo mogoče kakšno besedo več povedala o tem. Drugače tudi imamo seveda močne podpore oziroma spodbude preko Slovenskega podjetniškega sklada. Nenazadnje smo pred kratkim objavili tudi ukrep, ki je temelji na osnovi interventnega zakona PKP7, kjer nudimo in garancije in ugodna posojila. Tako da jaz verjamem, da z našo aktivnostjo na ministrstvu pravzaprav naslavljamo in tudi pomagamo podjetjem zelo različnih velikosti, različnih branž z različnimi potrebami, naslavljamo tako investicijske spodbude kot tiste mehkejše, zagotavljamo tudi likvidnost in mislim, da in tudi pravzaprav vabim podjetja, da se na nas obrnejo kadarkoli. Imamo vzpostavljeno infotočko na ministrstvu, tako da te stvari, ki jih počnemo za vas, pravzaprav bi si res želeli, da ne grejo mimo, da ne ostanejo neopažene in da vam pomagamo, kolikor lahko. Zaenkrat to, verjetno o tistem velikem planu RRF, načrtu za okrevanje, pa še kakšno besedo kasneje. Ja, torej, če bo čas, sicer načrt za okrevanje lahko že tudi gospa Nena Dokuzov malce omeni, toliko za zdaj, seveda ne povem, da imamo mi tudi že vprašanja, pa jih bom prihranila za konec. Magistrica Nena Dokuzov, prav tako iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Torej, ta načrt za okrevanje in odpornost nas seveda zanima tudi, kaj pomeni zeleno in digitalno. Kdo zdaj od podjetnikov bi sodil lahko v ti 2 kategoriji? Pa seveda tudi vse tisto, kar želite povedati. Izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Tudi jaz se zahvaljujem za današnje povabilo in v bistvu bi začela drugje. Mogoče na kakšen način smo dobili ta sredstva in koliko jih je in za kakšne vsebine so namenjena, pa potem pridemo na zeleno pa digitalno. V bistvu julija meseca je bil izpogajan ta paket za Next Generation EU, s katerim smo dobili takole. Dobili smo 329 milijonov dodatnih sredstev za celotno državo na obstoječih kohezijskih sredstvih, se pravi na obstoječem načrtu. Potem smo dobili v okviru sklada za okrevanje in odpornost dodatnih 1 milijardo 600 nepovratnih sredstev in 3 milijarde 600 povratnih sredstev. In ta postopek usklajevanja tega programa in priprave še vedno poteka in v bistvu oddajamo ta program konec aprila na Evropsko komisijo. Potem naprej pa imamo še celotno ovojnico za naslednje programsko obdobje in tega je pa 2,9 milijarde evrov. In tukaj moram reči, da bo več denarja za vzhod, vendar tudi najdemo način, kako zagotoviti določena sredstva za zahod.
No, in če grem čisto po razvojnih stebrih, ki jih imamo predvidene v RRF-ju, morate vedeti eno stvar. Nam Evropska komisija vsako leto pošlje priporočila za nacionalni reformni program. In ta priporočila grejo ponavadi v smeri reforme pokojninskega, zdravstvenega sistema, trga dela. To so te klasične reforme. Zdaj pa pridemo na tisto vaše vprašanje, kaj pa zeleno pa digitalno. V sklopu tega smo pa mi ugotovili, da imamo v glavnem 5 teh ključnih razvojnih področij, na katere moramo v bistvu dati veliko pozornosti. In eno od teh močnejših področij je zeleni in trajnostni prehod, kar pomeni, da tukaj naslavljamo dejansko te zelene vsebine, ki jih bom tudi podrobneje naštela. Potem za hitro okrevanje je nujna hitra digitalizacija pa digitalna transformacija gospodarstva, pa prav tako investicije v podjetjih. Mi vemo, da dolg časa v Sloveniji nismo investirali v podjetjih in ta pač investicijski ciklus je treba zdaj ponovno zagnati, zato da pridemo do gospodarskega okrevanja. Seveda ne gre mimo raziskav, razvoja in inovacij, in tudi tukaj na tem delu v RRF-ju je znaten del sredstev posvečenih turizmu. No, ampak če grem kar po vrsti, zdaj zeleni prehod naslavljamo neposredno čez naslednje ukrepe. Prvič imamo energetsko učinkovitost. Mi vemo, da imamo veliko pozornosti moramo dati obnovljivim virom energije. Klasični proizvajalci električne energije, jih je 9 v Sloveniji, veliko je majhnih proizvajalcev, ki jih je treba tudi nekako sistemsko nasloviti, zato da uredimo trg. To je en ukrep, drug je pa, da v bistvu podjetja se grejo na pot energetske transformacije, kar pomeni, da opremijo svoje poslovne procese na način, da z zelenimi investicijami, z investicijami v zelene tehnologije v bistvu zmanjšajo ogljični odtis in tako dosegamo tisti cilj 37% zelenega, ki ga moramo doseči v okviru tega RRF-ja oziroma načrta za okrevanje in odpornost. Potem tukaj sledijo še številne obnove javnih stavb, zato ker vemo, da so energetsko potratne. Tukaj bo na drugem izvajalskem delu verjetno kar veliko dela za podjetja, tudi za malo gospodarstvo, ker bodo v vlogi izvajalcev. Potem veliko pozornosti dajemo krožnemu gospodarstvu, ugotavljamo namreč, da krožni poslovni modeli so še vedno premalo uporabljeni v Sloveniji in to je tako za klasična podjetja kot za mala in srednja podjetja, ki jih nekako usmerjamo in naslavljamo v okviru tega programa. Potem je investicije v gozdno-lesno verigo, tukaj vemo, kakšen potencial imamo in tudi v navezavi na trajnostno gradbeništvo, kjer je tudi potencialno veliko prostora za te podjetniške investicije. Dobro, pri infrastrukturi so seveda železnice tiste, ki so poudarjene kot trajnostno in pametno prevozno sredstvo in pač odmik od teh klasičnih fosilnih goriv. Moram povedati, da je komisija tukaj zelo striktna, kar se tiče tega okoljskega odtisa. Mi smo predlagali tudi ustanovitev novega letalskega prevoznika, pa nam ni šlo skozi ravno zaradi spoštovanja pravila, da ne škodujemo okolju, ker vemo, da pa letalstvo gre na fosilna goriva in tukaj nismo mogli zagotoviti tega vidika. Potem pa, če grem na digitalizacijo. Digitalizacija je zelo pomembna z vidika hitrega okrevanja gospodarstva. In tukaj naslavljamo za spremembo od kohezijskih sredstev bolj velika podjetja, ker vemo, da če se velika podjetja hitro okrepijo, potem to za sabo potegne tudi sektor malih in srednjih, pa tudi startupov in celega tega segmenta začetnih investicij. Tukaj bomo veliko pozornosti namenili novim tehnologijam. Jaz moram povedati, da Evropa tudi zelo hitro stopa na pot digitalizacije, so sprejeli
Digital Europe program, ki naslavlja res tiste vrhunske napredne tehnologije, kot so superračunalniki, umetna inteligenca, podatkovni modeli in tako naprej, ne. In tukaj se bomo potrudili čim več teh naprednih tehnologij integrirati v poslovne procese podjetij. Da pa mala in srednja ne bi bila čist odrezana od tega, ne, bomo v bistvu sredstva namenili konzorcijem velikih podjetij, ki jih bodo delali z malimi in srednjimi podjetji, zato da hkrati tudi spodbudimo inovacijsko sposobnost teh malih in srednjih podjetij. In s tem bomo dosegli tudi tistih 20% cilja digitalno, ki tudi zahtevajo strani EU, ne, po evropski uredbi. Potem, kar je še za omeniti, so investicije v podjetjih. Tukaj na MGRT-ju namenjamo največ denarja za to. Reforma gre v smeri doseganja večje produktivnosti in večje dodane vrednosti. Oboje naslavljamo z investicijami v energetsko učinkovite, v zelene tehnologije, v trajnostni prehod in na tak način bomo v bistvu tudi prispevali k tem zelenim ciljem, kar je bilo vprašanje, a ne. Na drugi strani pa v bistvu zasledujemo tudi cilje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Investicije v podjetjih kombiniramo tudi s povratnimi sredstvi, tudi to bo potem SID banka lahko v redu naslovila. In tukaj računamo, da bo ta investicijski zagon najprej spodbudil podjetja tudi k dodatnemu financiranju, drugič, da bo zmanjšal tisto vrzel, ne. Mi smo ugotovili, da pred krizo praktično velika podjetja, ne, so se financirala samo z lastnim financiranjem. V 2% so zahtevala ali pa iskala zunanje financiranje. S krizo se je to spremenilo in je nastala situacija, kjer imamo, da samo še 60% večjih podjetij je pripravljeno financirati lastna sredstva. Pri malih podjetjih je situacija čisto druga, da je situacija 70 do 80% tistih, ki rabijo zunanja sredstva, in zato bo ta ukrep tukaj ustrezno naslovil vse tiste potrebe po investicijah, ki jih zdaj ne morejo podjetja financirati iz lastnih sredstev. Tukaj na tem mestu za raziskave, razvoj, inovacije bomo tudi namenili, mogoče pri investicijah v podjetjih še to, posebna pozornost bo dana tudi investicijam v deprivilegiranih območjih, tam je mislim, da 55 milijonov na razpolago, in pa v poslovne cone, ker vemo, da v Sloveniji kljub temu, da jih imamo 624 recimo, v nekaterih še kronično primanjkuje prostora in to pomeni omejitev rasti, omejitev možnosti širjenja in zato investiramo tudi v poslovne cone, kjer bomo to okolje zagotovila, ne. Razvoj, raziskave, inovacije prav tako naslavljamo, tukaj iščemo to povezavo med akademsko sfero in hitrejšim prehodom inovativnih projektov v dejansko aplikativno uporabo. In pa, kot sem rekla, turizem. Turizem se dopolnjuje s tistim, kar je prej Sibil razlagala, javne in zasebne investicije, in tukaj ta načrt za okrevanje in odpornost ponuja možnosti tudi za investicije v namestitvene kapacitete, ne. Pri nas smo ugotovili, da ena veja so gorski centri, kjer dejansko rabimo zaradi prekvalifikacije ali pa reforme turizma, ne, preusmeritve turističnih tokov, na drugi strani pa so dejansko te butične namestitve, če želimo dosegati višjo dodano vrednost v turizmu. Tule bi jaz mogoče zaključila, no, da ne bom predolga, pa potem, če bo še kakšno vprašanje. Hvala. Hvala lepa, magistrica Nena Dokuzov, za zdaj. No, zdaj naj povem, na programu smo sicer predstavili tudi gospod Jašo Kariš iz Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, ki pa je zadržana in se nam žal ni pridružila. Zato dajem besedo gospe Nataliji Stošicki, ki pa je direktorica oddelka za naložbe in evropske programe v SID banki. Izvolite, gospa Stošicki. Udeležencem konference.
Veseli smo danes imeli priložnost biti z vami. Zdaj, SID banka je v letu, če začnemo z letom 2020, no, kjer pravzaprav se je začela kriza COVID, SID banka v bistvu še delovala izredno, v začetku je še izredno razvojno naravnano s svojimi ukrepi. In je mogla zelo hitro v marcu preiti v proticiklično delovanje, pomeni pripraviti ukrepe, ki so ukrepi za krizo, pravzaprav za krizne namene. Tako da smo v letu 2020 pravzaprav te svoje aktivnosti izredno povečali, 501 milijon sklenjenih kreditnih pogodb, 30% novih komitentov, 21% več novih strank, po zavarovalnih poslov smo sklenili 1,8 novih kreditov, ki jih neposredno sami izdajamo, to pomeni ne preko poslovnih bank, ampak neposredno sami za 387 milijonov. In imeli več kot 3500 razgovorov s podjetji, glede možnosti financiranja in zavarovanja. Tako da kreditni portfelj banke v 2020 znaša 1,8 milijarde evrov. Zdaj, jaz tule lahko vidite na nek moj slajd, sicer zelo namehno, pa bom tudi pojasnila. Tukaj bom predstavila obstoječe programe, ki jih zdaj izvajamo, in pa seveda tudi pogled naprej, kakšni so načrtovani ukrepi, ki jih se banka pripravlja. Ni pa tu recimo programov, ki smo jih zaključili. Eden od teh programov sigurno bil program za turizem, kjer smo ga aktivno izvajali v letu 2020, tudi sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo, kjer smo predvsem morali zagotavljati likvidnost podjetjem v dejavnosti turizma, gostinstva, tudi turističnih agencij in organizatorjev prireditev, zato da so dejansko lahko pravzaprav preživeli in financirali svoje likvidnostne potrebe. Ravno tako smo v 2020 pripravili ukrep za avtoprevoznike. Prevozniška sekcija je bila tudi izredno pod udarom zaradi omejitev opravljanja dejavnosti, kjer smo z Ministrstvom za infrastrukturo pripravili 35-milijonski program financiranja in tukaj mislim, da smo v zadnjem momentu, da bomo tudi to lahko ponudili, tako da se samo še čaka odobritev na Ministrstvu za finance proračunske postavke. Zdaj, če gremo na to, kaj imamo pod obstoječih programih, torej poleg zagotavljanja likvidnosti, ki je bila ključna, se seveda tudi delno pripravljamo na ta zagon, pomeni, potrebno bo nek sofisticiran prehod podpornih ukrepov iz likvidnostnih potreb podjetij tudi na rast in razvoj. Pravim postopno in z občutkom zato, ker še vedno bojo vplivi krize, sploh pri manjših podjetjih, se zelo čutili in bo še vedno rabili tudi likvidnostna sredstva. Zdaj, če gremo najprej na obstoječe programe, takoj, ko nam je zmanjkalo posebnih sredstev na področju turizma, smo mi v bistvu pravzaprav ponudili program financiranja naložb in obratnih sredstev iz lastne bilance SID banke. Govorimo o programu SDMKV, ki je namenjen ne samo za turizem, ampak tudi vsem ostalim podjetjem iz drugih dejavnosti, prav za financiranje njihovih likvidnostnih potreb, pa tudi za financiranje investicij. In tukaj pravzaprav imamo nekje program 300-milijonski, če je potreba, ga tudi povečamo. Potem smo z Ministrstvom za gospodarstvo v bistvu ponudili 100-milijonski posojilni sklad za raziskave, razvoj in inovacije in pa v okviru kohezijske politike iz prejšnje perspektive imamo tudi 24 milijonov na razpolago do 2023 za financiranje raziskav, razvoja in inovacij. Potem vse programe, ki smo jih imeli in ponujali, smo mogli prilagoditi pomen na COVID ukrepe, kar pomeni, da smo tudi priglasili svojo lastno shemo državne pomoči pri Evropski komisiji, ki je omogočala vseh programov, pomeni ali lesnopredelovalno industrijo, ali v turizmu, ali drugim podjetjem iz drugih panog, povečanje intenzivnosti državne pomoči, ki se s financiranjem dodeli. Ker kot vemo, de minimis ali druge sheme omejujejo takšno državno pomoč na neke limite, tako da smo res izkoristili tudi to. Potem pa smo tudi, zdaj bo ravno kar na razpolago, mislim, da drugi teden, produkt naložbe 3, kjer pa pravzaprav se bo sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo financiralo, pomeni posojila za naložbe v krožne projekte krožnega gospodarstva, pomeni osnovno energetsko učinkovitost.
Tukaj prvič tudi mi bomo zelo, sledimo Ellen MacArthur metodologiji, za presojo teh projektov. Potem smo pa mi v letu 2020 tudi sodelovanje s službo Vlado za kohezijo in Ministrstvo za gospodarstvo vzpostavili nov kohezijski sklad za namene prav COVID, kjer smo v bistvu ponudili preko našega partnerja Slovenskega političnega sklada in pa nekaterih bank in hranilnic mikroposojila. Mislim, da je bil tu odziv izredno velik podjetij, sploh teh manjših podjetij, ki so res rabila financiranje likvidnostno, tako da smo 172 milijonov evrov kreditov v bistvu dajali in program še živi. To pomeni, da so še možnosti financiranja z tega programa. Potem tudi posojila za RRI 57 milijonov in pa predvsem bankam smo dali garancije iz kohezije za posojila podjetja, tako da bi spodbudili tudi bančni sektor, ki seveda je zdaj izpostavljen večjim tveganjem pri financiranju podjetij, tudi kritje dela tveganj, 62,5% kritje tveganj takšnega financiranja. In zato je bilo namenjenih 136 milijonov evrov. In potem pa seveda lastniško in kvazi lastniško financiranje. Menim, da lastniško financiranje bo v letošnjem letu in naslednjih letih še bolj pomembno, zato ker pravzaprav podjetja so izredno previdna postala glede nadaljnjega kreditiranja, najemanja posojil. Seveda najemanje posojil je bilo intenzivno zaradi likvidnostnih potreb, ki so jih rabila, seveda zdaj bo potrebno tudi zato, da se jim potem, da tako rečem domače, bilance ne skvarijo oziroma da se ne prezadolžijo, bo potrebno tudi zagotoviti kapital. Pa bom še nekaj več rekla, omenila potem, kaj imamo z tega vidika. Kar govorimo o lastniškem financiranju, smo mi vzpostavili z Evropskim investicijskim skladom 100-milijonsko platformo. Namenjena je bila seveda, ker smo jo kreirali v času rasti, prav za podjetja, ki so v fazi rasti, to pomeni niso za podjetja, ki so na novo nastala, in je ukrep izredno učinkovit. Mi smo recimo s tem podprli ustanovitev 2 novih skladov zasebnega kapitala v Sloveniji. Eden je Alfi 2, drugi je Generali Private Equity Investment, Growth Investment Fund. V oba sklada skupaj smo z EIF-jem dali 50 milijonov evrov. Oba sklada sta zdaj skupaj velika nekje okrog 140 milijonov evrov, kar pomeni, da smo uspeli prepričati tudi slovenske institucionalne vlagatelje, zavarovalnice, pokojninske sklade, da so investirali v te sklade. In ti skladi so namenjeni pravzaprav za lastniško financiranje in kvazi lastniško financiranje podjetij, kot sem omenila, slovenskih podjetij v teh fazah. Tako da tudi podjetja, ki se želijo in iščejo takšnega financiranja, se lahko obrne na Alfi 2 ali na Generali, lahko se obrne tudi na SID banko in bomo pač usmerili v takšno financiranje. Potem imamo pa še druge programe, kot so za izvozno financiranje, programe zavarovanj, izdali smo tudi zeleno obveznico za zelene projekte. Delamo tudi pač financiranje preko bank, kredite s poroštvom Republike Slovenije smo mi prevzeli, to pomeni kredite poslovnih bank z zavarovanjem s poroštvom, imamo mi upravljen s poroštveno shemo po ZDLGPE-ju in potem so še drugi razvojni programi preko bank, ki jih mi nudimo. Zdaj, pogled za naprej je pa sledeči, seveda mi se pripravljamo za vključitev v naslednjo finančno perspektivo, tako kot je bilo že omenjeno, kar pomeni del tega sodi v okvir sodelovanja z ministrstvi, del tega sodi v neposredno aktivnosti banke same. Če govorimo o sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, službo Vlade za kohezijo, seveda o tem smo že govorili, so kolegice govorile, sklad za okrevanje in odpornost. Tu SID banka aktivno sodelujem, se res zahvaljujem tej priliki za to vključenost že v fazi priprave programa, ne samo v izvajanju, zato da je pomembno, kako bodo ti programi seveda tudi se izvajali do podjetij, da bo to učinkovito dejansko financiranje tudi doseglo določene učinke. Zdaj konkretno SID banka tu nekako je predvidena pri ukrepih posojil za ukrepe gospodarstva, pri digitalizaciji in pa raziskavam, razvoju in inovacijam v turizmu in pa pri investicijah po zakonu spodbujanja investicij. Nekako tu se pogovarjamo z Ministrstvom za gospodarstvo, da bi delali pri določenih programih blending z nepovratnimi sredstvi, kar se mi zdi ključno.
ključen tudi napredek za to, da se čim bolj učinkovito nepovratna sredstva v bistvu dodeljujejo na projekte in se s tem seveda lahko omogoči tudi financiranje večjega obsega potreb gospodarstva. Tukaj mislim predvsem pri programu digitalizacije in pa programu investicij, no. Je pa kot omenjeno seveda MRRF svoje omejitve, pomeni tagging 40% na zeleno in pa 20% digitalnega na celotnem programu RRF-ja, nepovratnemu in povratnemu. In tukaj bi mogoče jaz samo to izpostavila, to so nekako, ki izhajajo iz na ravni Evrope, pomeni Evropske komisije. Če želimo Evropo premakniti strateško v neko zeleno in digitalno, povečati produktivnost in seveda konkurenčnost gospodarstva. In to, kar sem že prej omenila, velik del slovenskega gospodarstva, sploh manjših podjetij, pa pravzaprav je še v fazi, ko ne bo šlo v investicije, ampak se še bori za preživetje pravzaprav. Zato je tudi sila pomembno, da se tudi obratna sredstva financirajo. Moramo pa priti v družbo znanja, kar pomeni zelo spodbujati, investirati tudi v znanje, v skills, tako rečeno, in to je tudi pomemben usmeritev za naprej. Jaz predlagam, da počasi zaključimo, ker se bom. imamo še eno govornico, potem pa še konec. Saj sem že pred koncem, no. Izven RRF-ja, mogoče bi pri RRF omenila samo še eno izredno dobro poročilo iz decembra, to je poročilo G30 držav, kjer v bistvu priporočajo, kako naj bi se za bodoče v bistvu politike oblikovale in ukrepi za ta prehod gospodarstva v naslednjo perspektivo. No, mislim, da je to zelo pomembno, ta postopnost prehoda. Mi imamo namen tudi narediti 3 produkte lastniškega financiranja še za startup podjetja in pa za prehod, bom rekla, raziskav in inovacij iz okolja univerz in raziskovalnih inštitutov gospodarstva. Te programe delamo skupaj z EIF-jem, Evropskim investicijskim skladom, in enega od njih pomeni ta, kjer bi šlo za povezovanje gospodarstva z univerzami, pomeni tako imenovano komercializacijo raziskav in razvoja. Delamo tudi skupaj s Hrvaško razvojno banko, pomeni to je platforma, kjer gre prvič v Sloveniji tudi za sodelovanje med razvojnimi bankami čezmejno in je zelo pomembno. In smo mi že v bistvu tudi koncept tega produkta testirali na Univerzi v Ljubljani, na Kemijskem inštitutu, Inštitutu Jožef Stefan in ostalih. Tako da mislim, da bo to en ta preboj, kjer je nujno potreben, kot profesor Mramor v študiji, ki jo vodila o povečanju produktivnosti Slovenije, izpostavlja kot zelo pomembno pomen povezovanje, komercializacije teh razvojnih idej v produkte za trg. In pa seveda, kot sem že rekla, bomo naredili tudi financiranje private equity sklada za nasledstva, ker zelo veliko podjetij v Sloveniji so v družinski lasti, kjer so lastniki že starejši in imajo problem prenosa lastništva na naslednike, tako da tudi ta del bomo podprli. Za zaključek bi omenila samo še to, da se SID banka pripravlja tudi na vključitev v kohezijsko obdobje 2021-2027 in pa v druge programe InvestEU, zlasti na okno za MSP-je in pa v okno za raziskave, inovacije in digitalizacijo. Hvala. Dobro, hvala lepa, gospa Stošicki. Naj povem, da bomo mi seveda objavili vse to v glasilu Veter, pa to bo tudi na spletni strani PTZ-ja. Imam tule tudi 4 vprašanja, ampak zdaj prej dam besedo gospe Tatjani Malešič, zmagovalki oziroma prejemnici nagrade Pomladni veter. Namreč gospa Malešič in Kmetijska zadruga Metlika je na predsednika vlade gospoda Janšo, ministra Počivalška, ministra Širclja, ministra Cigler Kralja in Vrtovca ter Simonitija naslovila apel in predloge proizvajalcev in dobaviteljev gostinsko-turistične panoge. Torej, nam lahko prosim razložite, namreč te predloge bomo vključili tudi v memorandum. Prosim. Pozdravljeni še v mojem imenu. Dejansko res je, mi smo tako naše podjetje, kot bi rekli nam podobni oskrbovalci gostinstva, nekako stopili skupaj, ker leto 2020 ne samo, da je bilo kritično za gostinstvo, ker je bilo zaprto, posledično dejansko tudi mi kot oskrbovalci gostinstva nismo delali oziroma ne delamo.
ker v bistvu tako gostinci kot oskrbovalci smo tesno povezani, gostinc ne more obratovati, če nima dobave hrane in pijače, in pa tudi mi, če nimaš kupca, komu to lahko prodaš. In dejansko v tem trenutku je zunaj že teh 8 protikoronskih ukrepov, ki bi rekla tako, ne, brez njih seveda bi bilo preživetje izredno težko, so pa določeni ukrepi, ki mogoče niso najbolj transparentni, in zdaj mi, bi rekli, kot oskrbovalec gostinstva, pa delno tudi pač proizvajalec, smo mogoče v nekih zadevah izvzeti ali pa omejeni. Zdaj v bistvu, če se samo mogoče dotaknem problematike financiranja, čakanja na delo, ker normalno tako mi kot tudi nam podobna podjetja pač imamo ljudi doma na čakanju, dobimo pač subvencije strani države, vendar ker nismo zaprti zaradi ukrepa države, žal nismo tudi deležni bruto 2. Tako da dejstvo je, da ti moraš plačati prispevke, moraš plačati vse obveznosti do države, tudi pač zaposlene, ostane ti pa ta drugi bruto, ki dejansko skoraj ga nimaš od kod vzeti, ker pač ne delaš. Zdaj v bistvu res je, pripravili smo še kar nekaj drugih predlogov, ki so predlogi za preživetje, ker na koncu koncev v bistvu mi smo res v tem, do tega trenutka praktično vse svoje rezerve, ki smo imeli, vložili v obstoj in dejansko prišli do neke točke, da naprej tako več ne moremo. Zaradi tega smo rekli tudi tako, da pripravimo še druge predloge. Seveda pač predlog je tudi ta, da se podaljša financiranje fiksnih stroškov. Tukaj moram reči, da je bil dober ukrep in želimo tudi, da se ta zadeva podaljša, ker glede na to, da je epidemija, da je trg zaprt, preprosto tudi teh fiksnih stroškov, kot so elektrika, voda in tako dalje, da ne naštevam, dejansko jih nimaš od kod pokrivati. Tako da so za nas ključnega pomena. Zdaj v bistvu lansko leto je bilo tudi med prvimi sprejet ta ukrep moratorija kreditov, seveda smo se tudi posluževali tudi tega, vendar v tem momentu pa prihajamo do problema, ker ti moratoriji počasi potekajo, trg je še vedno zaprt, kredite je pa treba vračati. In tudi tukaj je eden od naših apelov, da dejansko skupaj z ostalim, bi rekli vlada in pa banke, pridejo nasproti in da pač v bistvu podaljšajo možnost moratorija kreditov. Zdaj, kaj prihajamo v poletni čas, in v poletnih časih so tudi se izplačujejo regresi. In zopet bom rekla tako, če nimaš prometa, tudi regrese nimaš od kod plačati, zaradi tega bi bil tudi naš predlog vladi, da razmisli o možnosti v bistvu sofinanciranja ali pa pač dobesedno bi rekli nadomestila izplačila regresa za te, ki ne obratujemo ali pa obratujemo res v omejenih okoliščinah, ali pa če ne drugače, vsej nam dajo možnost prolongacije izplačila v nekih obrokih do konca leta. Ker dejstvo je, da res ne moremo si privoščiti, da se bojo računi blokirali oziroma da ne bi dobili sredstev, ki jih moramo dobiti od države za zaposlene, ker to pomeni potem zaprtje toliko in toliko podjetij. Zdaj, kaj bi imeli še dejansko mogoče malo pripombo, je tudi to, ker zdaj ogromno sredstev za recimo za dezinfekcijo in tako dalje so bila preko projektov De minimis. Razumemo, da je to en, bi rekli, evropski nivo, vendar to je tako, če si ti mini ali pa majhno podjetje, 200 000 evrov ni problem. Če si ti pa nekoliko večje in da si bil že prej aktiven, pa potem žal teh sredstev ne moreš koristiti. Je pa tako, da potrošnja tega materiala, se sami dobro veste, je kar precejšnja. Dotaknila se bi še ene točke, ki je za nas oskrbovalce in pa tudi gostince izrednega pomena, in sicer mi smo z 15. oktobrom, ko se je zgodil ta drugi lockdown, dejansko imeli skladišča polna blaga. To pomeni blago, ki ima kratek ali pa dolgi rok uporabe.
S 15. oktobrom, ko je bilo rečeno, en mesec se gostinstvo zapre, smo rekli, lej, se ni problem. Žal smo pa zdaj že 6 mesecev zaprti in žal smo mogli ogromno blaga odpisati. Na eni strani odpisati, plačati uničenje, ker ni majhen strošek, in na drugi strani imaš obveznost dobavitelja, ki tudi želi pač, da svoje obveznosti poravnamo. Zato je bil tudi eden naših predlogov, da bi nam šli nasproti z nadomestilom, za pač bi rekli to na nek način blago, ki smo ga zaradi te višje sile mogli odpisati. Zdaj spremljamo tudi, kaj se nekako dogaja v drugih državah in v bistvu, tako kot smo rekli, mi dejansko smo vsa svoja sredstva namenili za preživetje in dejansko razvijaš se, napreduješ pa, če investiraš. In za investicije na nek način tudi za nadaljnji razvoj nas zmanjkuje sredstev in tukaj bi bil tudi pač naš predlog, da tako kot po avstrijskem sistemu namenijo določena sredstva za izpad dohodka. Ker dejansko, ko se bo gostinstvo začelo odpirati, hvala Bogu, s ponedeljkom del se tudi že odpre, rabiš nabave, rabiš materiale, rabiš sredstva in dejansko jih nimaš v tem momentu kje plačati in tukaj bi nam res življenjsko pomembno prišlo pač nadomestilo za izpad dohodka, ki bi nam omogočal potem pač trenutni zagon in pa tudi razvoj naprej. Ker tako kot smo rekli, zdaj gostinec ne more obratovati, če pač nima v skladišču hrane, če nima pijače in tako naprej. Tako da smo izredno medsebojno povezani, žal pa tudi marsikdaj tukaj nekako pozabljeni, ker nismo gostinec, pa nismo velik trgovec, smo nekje vmes. Tako da to so neki, bi rekli, naši ključni predlogi, ki so pomembni za preživetje in za nadaljni razvoj. Gospa Malešič, hvala. To bomo vse vključili v sklepe in memorandum te konference. Zdaj pa na hitro bom kar skupaj prebrala. Imamo 4 vprašanja, ki jih seveda naslavljam predvsem na gospo Sibil Klančar, gospodu Kuzov, no torej vabljeni vsi, ampak vendarle. Torej DK Šport za Pučke 24a takole pravijo, ali so predvideni ukrepi za okrevanje za srednja in mala podjetja, katerih primarna dejavnost je zagotavljanje različnih športnih storitev. Oni so netipični ponudniki turističnih produktov in so povsem spregledani, recimo vodene ture, športne tečaje, aktivnosti v naravi. Potem DJ Promo, Lovro Promo, on je DJ, ugotavlja, iz Kopra ugotavlja, da pri vseh ukrepih PKP je bil pogoj, da imamo poravnane obveznosti do države. Kako naprej, kakšna pomoč se obeta nam, ki nismo prišli v poštev v nobenem od 9 PKP-jev. On dela kot DJ, je voditelj, organizator dogodkov, a ne. Ko sem moral odpustiti delavko, za katero sem pričakoval obljubljene pomoči za čakanje, pa regres, poleg tega je bila težje zaposljiva oseba s statusom invalida. Torej, to je vprašanje, kakšni bodo pač te kratkoročni in dolgoročni ukrepi za to panogo. Potem 4. vprašanje, BTL Marketing DOO iz Brezovice pri Ljubljani. Oni že nekaj časa skušajo pridobiti sredstva prek razpisov ali vavčerjev, žal so vedno neke omejitve. In v zadnjih tednih so na voljo novi razpisi, kot ste tudi vi omenili, gospa Sibil, kjer bi lahko sodelovali, vendar so pogoji dokumentacija in so te pogoji tako zakomplicirani in obsežni, tako da bi morali prav najeti neko posebno družbo, nekega svetovalca. Torej, zakaj je to tako zapleteno, če se govori o zmanjšanju administrativnih ovir? Gospa Klančar, izvolite. Se slišimo, ne? Hvala za vprašanja. Bi mogoče začela kar zadnje strani proti naprej. Jaz verjamem, da so podjetja različno vešča prijavljanja na naše razpise. V bistvu tudi razpisi so različno zahtevni
Eni bolj zahtevnih so recimo razpisi na področju raziskav in razvoja, a ne, ker so to konzorcijske prijave, treba tudi del razvojne aktivnosti pojasniti, tudi del investicijske aktivnosti, recimo pri naših demopilotih so tukaj tudi z vidika shem državnih pomoči, ki so vedno aplikativne za podjetja, torej vsako našo spodbudo, ki jo mi dodelimo, šteje za državno pomoč. Tako da je treba vedeti, da pravzaprav mi pogojev v razpisih ne dajemo zato, ker si prav strašansko želimo pogojev, a ne? Ampak nas k temu zavezujejo da jim rečem jaz, viri sredstev, a ne? Na eni strani kohezijska sredstva terjajo svoje zahteve, svoja pravila, na drugi strani zahteve glede državnih pomoči, to so vse evropska pravila in ne slovenska nacionalna, zahtevalo določene omejitve, preverbe. In jaz verjamem, da v nekaterih primerih je za podjetja, tudi predvsem tista, ki se manjkrat prijavljajo ali pa so manjša podjetja, ki nimajo neke mogoče malo manj kadrovske kapacitete, da bi se točno s tem segmentom ukvarjala, da zna biti to izziv. Vendar mi na ministrstvu skupaj z izvajalskimi organizacijami se trudimo zadeve poenostaviti. Recimo zgleden primer tega je tudi pravzaprav proces prijave na tale ukrep, ki ga izvaja Spirit v pomoč turizmu in gostinstvu, ki je čisto v celoti elektronski, torej oddaja vloge, preverba pogojev, meril niti ni, ker je javni poziv, ampak tudi pogodbe in te stvari in prijaznost do uporabnika je pravzaprav res na najvišjem nivoju. No? Tako da mi delamo na tem, drugače, če so pa vprašanja ali pa kakšne dileme, pa lepo prosim, da se tudi na nas obrnete takrat, ko izpolnjujete prijave na razpise. Do neke splošne mere smo pripravljeni pomagati, seveda na način, da bi pa pisali vlogo, to se pa ne sme in tega ne moremo nuditi. No. Kratkoročni in dolgoročni ukrepi za turizem, da ta panoga še ostane del slovenskega gospodarstva? Poleg tega, da pripravljamo interventni zakon za področje turizma, ki na tem mestu ga ne bi točno se dotikala ukrepov, ker bo predstavilo vodstvo javnosti oziroma je prav, da je tu na drugem mestu, smo pravzaprav poskrbeli deloma za turizem tudi že obstoječimi PKP-ji. Zdaj, kot rečeno, je na voljo trenutno še odprt javni poziv preko Spirita, kjer je likvidnost za nazaj, možno je dobiti do 10.000 evrov. Pogoj je en zaposlen na SKD-jih, ki so turistične oziroma gostinske sorte. Za naprej, do junija, bo objavljen razpis, kot sva povedali z Neno, deloma investicijske narave, deloma tudi mehkejše vsebine v višini 50 milijonov evrov. Iz načrta za okrevanje, torej sklada za okrevanje in odpornost, pa bo zelo, zelo velik paket namenjen tudi področju turizma. Se pravi, na področju subvencij, torej investicijskih subvencij in tudi inštrumentom predvidoma preko SID banke, ki bo poleg investicij kril tudi pa obratna sredstva. Mi smo imeli tudi v PKP 7 že zagotovljeno eno rešitev, želeli smo ustanoviti nov posojilni sklad za turizem, ker namreč preko SID banke smo imeli na voljo sredstva, ki pa so zaradi presežnega povpraševanja porabljena, tako da delamo na tem. Smo rekli, ima tudi blokirano podjetje, ne ve, kam naj se kot podjetnik obrne in seveda pri vseh PKP ukrepih je bil pogoj, da imajo poravnane obveznosti, namreč to področje organizacije dogodkov je pa res zelo pereče. Ja. Kam se lahko obrne? Tako, jaz verjamem in tudi vem, res je, v PKP-jih so se preverjali davki, moram reči, da tudi pri naših vseh razpisih, ki jih mi imamo, se preverjajo davki. Imamo en segment delovanja ministrstva, ki se mu reče prestrukturiranje podjetij v težavah, jaz na pamet ne vem, ali je to primeren, mogoče se tudi na ta segment obrne. Drugače pa tako, da podjetja, ki imajo blokirane poslovne račune, praviloma niso tista, ki lahko dobijo razvojna sredstva, ker razvojna sredstva terjajo doseganje ciljev, kazalnikov in izvedbe projekta, ni to likvidnost. Naj se obrne na nas, bomo pogledali, če se lahko posluži pomoči za prestrukturiranje. Jaz težko rečem na pamet, ampak to bi bila prva šansa. Primarna dejavnost zagotavljanja različnih športov, vodene ture, so netipični ponudniki, kako je s tem? Res je. Zdaj tako, če rečem, da imamo poseben ukrep v planu ali pa pravzaprav objavljen točno za ta segment, moram reči, da nimamo, ne?
So pa vsa naša likvidnostna sredstva namenjena vsem branžam, ne samo tej izključno ali pa neki drugi. Zdaj za športne dogodke imamo tudi v pripravi en javni poziv organizatorjem, pa sicer mednarodnih športnih prireditev, ki bi pomagal to zadevo zagnati. Zdaj konkretnega ukrepa pa nimamo. Mislim, tudi kakšna šola smučanja je letos zelo bedno končala, ne? Recimo taki podjetniki, ti podjetniki se imajo na koga obrniti? Se pravim, konkretni ukrep, ki bi bil prav za to branžo obrnjen, ne, imamo Mhm. pa številne likvidnostne rešitve, ne nazadnje tudi prek SPS-a, je pa v povratni obliki trenutno, ne. Ja. Spleta še eno vprašanje, in sicer ali in na katerem področju bo SID banka v paketu RRF-ju imela ugodna posojila? Izvolite. Ja, vse to, kot sem že omenila, no, v okviru RRF-ja mi vsekakor bomo koristili vse možne oblike shem državnih pomoči za čim večjo intenziteto državnih pomoči podjetij pri financiranju iz posojil in drugih oblik financiranja podjetij. V okviru RRF-ja nekako se pogovarjam, da bi tukaj izdali na področju digitalizacije posojila, potem na področju investicij, turizma in raziskav, razvoja in inovacij. To so področja, ki so glavna področja v okviru RRF-ja. Potem pa, kot sem že omenila, imamo tudi izven RRF-ja, bomo imeli svoje programe, kjer bomo pač zadostili tistem, ki v okviru RRF-ja preprosto ne bodo izpolnjevali pogojev, ne.